Spoštovani, danes sem počaščen in vesel obenem. Počaščen sem, ker odpiramo fotografsko razstavo našega znamenitega fotografa gospoda Živuljovića, edinega slovenskega dobitnika prestižne Pulitzerjeve nagrade. Ta predstava bo na nek drug način ob 30-letnici osamosvojitve prikazala dogodke tistega časa, namreč kako jih je gospod Živuljović videl skozi obraze navadnih ljudi. Po drugi strani sem pa vesel, ker se končno umirja epidemija in vas lahko povabim, da nas spet obiščete v Narodnem muzeju Slovenije in si to razstavo skupaj z nami ogledate v živo. Ugledni slovenski fotograf in fotoreporter Srdjan Živuljović v Narodnem muzeju v Ljubljani predstavlja serijo 36 fotografij s pomenljivim naslovom 30. Gre za zgodovinsko obdobje izpred 30 let, ki ga je doživela Slovenija ob osamosvojitvi in ustvarjanju nove države. Takrat je bil Srdjan Živuljović profesionalni fotoreporter časopisne hiše Delo in že po službeni dolžnosti je nekako spremljal tisto pisano, dramatično dogajanje in ga seveda zaznamoval s svojimi fotografijami. Magična številka za fotoreporterje starejše dobe, tako kot sem jaz, je 36 posnetkov na filmu, oziroma 36 kvadratov smo včasih rekli. In seveda, ker je bila cela razstava narejena na film, sem se odločil, da naredim 36 iz teh posnetkov, ki sem jih posnel. Sam pravi, da je pravzaprav želel z razstavo opozoriti na tiste ljudi iz množice, na tiste anonimne ljudi, ki so pravzaprav z velikim navdušenjem šli naprej in dosegli veliko željo, veliki cilj dobiti samostojno državo. Razstava je posvečena v bistvu anonimnežem oziroma vsem tistim, ki so bili udeleženi v naši osamosvojitvi. Od Majniške deklaracije do zadnjega vojaka v oktobru 1991. Seveda ljudje se bojo spoznali, ampak ne vem pa, če se bojo vsi spoznali, tako da v bistvu je to ljudstvo, ki je bilo v pozitivnem mišljenju, da se bo nekaj spremenilo in se tudi je. Če pogledamo naravo teh njegovih fotografij, vidimo, da je pravzaprav kot fotoreporter bil v središču vseh teh dogajanj. In največkrat se je moral sam krepko odločati o tem, kaj narediti, kako narediti. Za zgodbo fotoreporterja, ki dela vojno, je danes pomembno, da dobiš informacije. In tudi takrat je bilo pomembno, da si imel neke informacije, nisi pa vedel ne kdaj, ne kako, ne zakaj. In seveda si prišel na izvršeno dejstvo. Seveda vsi teli dogodki so bili brez PR-ovcev, kar je danes čisto običajno. Je potrebno bilo se znajti po domače, malo povprašati ljudi, malo povprašati okoličane in domačine in dokler ne greš, ne vidiš. In ker ne vidiš, oziroma ne vidiš slike, nimaš slike. Z izkušnjami, ki jih je imel Srdjan Živuljović, je pravzaprav nenehno iskal in brskal po teh dogodkih ter iz teh zgodb seveda sestavil prepričljive pripovedi, prepričljiva pričevanja o tistem času. V bistvu jaz sem samo kronist. Jaz ne soustvarjam zgodovine in meni je pomembno, da seveda te stvari ostanejo za namce in da seveda se postavijo v nek pravi kontekst. Človek, ki je kot fotoreporter, seveda se mora zavedati, da je kronist in da bo njegove fotografije ostanejo za dolge generacije in za proučevanje, kaj se je pravzaprav dogajalo skozi čas. Posnetek, ki mi je najbolj pri srcu, je ta zadnji. To je tisti fanta, ki sedi verjetno s svojim očetom na travi in pričakuje nekaj novega.